Dober večer. Najprej hvala lepa za potrpljenje, hvala lepa, da ste z nami se urili v solidarnosti v čakanju na pesnico. Tudi to je pranger namreč. Zdaj pa med čakanjem ste lahko poskusili kakšne sladke dobrote tam zadaj, ki smo jih imeli že včeraj na našem prvem dogodku v Ljubljani, konceptualni razpravi Poezija in hrana z Ajo Zamolo in Vesno Liponik. In jih je nekaj še tu in s temo hrane bomo nadaljevali še pri prihodnjih dogodkih v Radovljici, z delavnico z Matejo Reš v soboto, na primer. Danes pa smo se zbrali zato, da slišimo, katere zbirke sploh so izbrane za letošnji 22. festival Pranger in o katerih poetikah bomo v naslednjih 3 dneh v Radovljici temeljito razpravljali. Hvala, da ste tukaj. Za uvod bi vam prebrala eno pesem. Ko si otrok, bi vse drugače. Boj je vedno mogoč. Koledarji so arbitrarni. Vrata niso. Klecnem pod krhlji bližine. Sledi niz kapelj čez rob. In osvetljeni trenutek čudenja. Želja je preprosta. Zapustiti svet, za širino travne bilke boljši, kot je. To pesem ni napisal nihče od naših pesnikov in pesnic, hkrati so jo napisali vsi in vse. To je kolaž sestavljen iz posameznih verzov iz 6 zbirk in na mizi imate take tulčke, kjer najdete tega in še dodatne kolaže, s katerimi smo povezovale poetike, ki jih bomo danes slišali potem v posameznih tonih. Ja. Preden pa se potopimo vanje, naj predstavim, izpostavim, kdo jih je za letos za nas izbral. Kritiško ekipo, ki bo od jutri do sobote skupaj z moderatorko in občinstvom na razpravah pretresala izbrane zbirke, sestavljajo Jelka Krnevštrajn, Luka Benedičič in doktorica Varja Balželorski-Antič. Vsak od njih je izbral po 2 zbirki. Na začetku, ko smo čakali, ste lahko tudi videli točno, kdo je koga izbral. In naloga je bila, tako kot vsako leto pri Prangerju, izbrati zbirki, o katerih se je treba pogovoriti javno. Karkoli to zanje pomeni. Ne pomeni, da so izbirali zbirke po kriterijih odličnosti, najboljša, najslabša zbirka, temveč zbirke, res, o katerih se želimo pogovoriti. In sicer v obraz, s pesniki, pesnicami in občinstvom. O teh razlogih bomo govorili v Radovljici, danes pa se prepustimo le verzom. Še zadnja napoved, preden na oder povabim prvo pesnico, je, da Pranger v okviru svojega odvoda Pranger Lyric Book izbrano poezijo prevaja v jezike sveta. Letošnji tuji jezik je eksotična malteščina. In članica naše ekipe, Lara Potočnik, ki je tudi sveže magistrirana, se pravi magistrica splošnega jezikoslovja, primerjalnega jezikoslovja, me je opozorila, da malteščina spada v semitsko skupino jezikov, semitsko družino in da to ni indoevropski jezik. Zven tega jezika bomo danes tudi slišali. Slišali ga bomo v zvočnih posnetkih prevodov, ki jih je ustvarila profesorica doktorica Abigail Ardern-Zamet, upam, da sem pravilno povedala njeno ime. Ta Lyric Book letošnji je z njo koordinirala naša koordinatorka projekta Lyric Book, doktorica Nada Grošelj, ki je tudi prav lepo pozdravljam. In Nada Grošelj bo vodila tudi na sestrskem prevodnem Prangerju, potem tudi pogovor o prevajanju v malteščino, slovenski literaturi v malteškem jeziku, to bo pa na spletu 8. oktobra, tudi tja seveda vabljeni. No, zdaj pa k slovenski poeziji v slovenščini in malteščini. Kot prva se nam bo pridružila Ana Porenta s knjigo Zatišje, ki je izšla pri založbi Hiša poezije. Izbral pa jo je kritik Luka Benedičič. Ana Porenta je magistrica znanosti, ustanoviteljica Zavoda za razvijanje ustvarjalnosti in soustanoviteljica portala pesem.si, ki deluje od leta 2007 in ga tudi ureja. Doslej so izšle 4 pesniške zbirke, leta 2017 pa je že gostovala na Prangerju in je z Zatišjem naša gostja drugič.
5-krat je bila finalistka pesniškega turnirja in je tudi avtorica številnih učbenikov, priročnikov za pouk slovenščine, mladinskega romana in pa tudi družabne igre Literatura z Josipom Jurčičem. Piše spremne besede, soureja pesniške zbornike in portal pesem.si. Ana Porenta bo prebrala najprej svojo pesem v slovenščini, potem bomo to isto pesem slišali še v malteščini in nato še izbor njenih pesmi v slovenščini. Po tem principu bodo potem brali vsi današnji pesniki, se pravi najprej slovenska pesem, potem malteška, videli boste tudi napisan prevod in potem še naprej slovenščino. Vsak si lahko zbere, ali bi brala ali bral stoje ali sede po lastni izbiri, zdaj pa se prepustimo Aninim verzom. Hvala. Zdaj pa res začnem. Vidim te med modrino za oblaki. Prihajaš skozi cipresna vratca na tlakovano dvorišče. Pogladiš me z igličastim peresom, da se zaustavijo misli. Klecnem pod krhli bližine. Uidem na vrt med krompir, čebulo in zelje. Tako malo je svetlobe in vidnega sveta. Ana Porenta. Nilmħek flikħalli l-inmisħab. Taddi minn bejn iċ-ċipress għal ġewwa l-bitħa. Tmellisni b'rixa rqiqa labra u twaqqafni ħesrem. Fis-sikta notor, nissomma, naħrab lejn il-ġnien qalb il-basal u l-patata. Dajje fid-dawl u dajfa wisq il-għajn. Žuli me ta sprhnela zemlja, prah brez sokov, ki mi polzi med stranskimi koreninami. Nikamor več navzdol ni prostora. Zato se zvijam v polža. Razrinila bom to glino, pa če je še 100-krat žgana. Plenk in sem v novem. Žirinem skozi zid, moja povrhnica, moja skorja, moje žile, v spodnje nadstropje, v beton, asfalt, železo. Razdalja do središča se manjša. Pajčevina se šopiri, muha ničkolikokrat pobegne, pajek in nikjer nikogar. Misli se zategujejo. Temačen gost poglablja razpadanje, ledeno krili v vetru. Kako srhljivo vibrira naravna selekcija. Mrtvega psa moraš oviti v vreče za smeti. V črno odetega naložiti v prtljažnik. Ga peljati na veterino, kjer ga položiš na gomilo zavitih trupelc, v zmrzovalnik, prav na vrh. Da te ni, vem, po redčenju dlak na stopnišču, po nepopiti vodi, ki stoji v veži, po izginjajočem vonju tvojega telesa in rdečem povodcu na polici, po tišini za zaklenjenimi vrati, odsotnosti stresanja, pretegovanja, zehanja in javkanja pred sprehodom. Sploh ne hodim več ven. Najine gozdne poti so zasnežene. Nihče ne obnavlja gazi. Bredem po spominih in cvilim v luno, sonce, zvezde, oblake.
Črna praznina je na preprogi v hodniku. Iz navade jo prestopim. Oblaki se mrežijo nad našo vasjo. Opazujem lipove popke, porjavele vejce ciprese, pajčevine obtežene in natrgane z vsem, kar se je ujelo vanje. Sprane in z madeži poslikane kartonske škatle, luščine rje, ki odpadajo z lopate, vzorce ptičjih iztrebkov na vrtni garnituri. Povsod je prah, v katerega se bomo povrnili. Voda se je zagrizla čez mizo v polkrogu. Usnjen jopič se je prilepil na naslonjalo. Bele pike so poskakovale na vinsko-rdeči obleki. Deklica se boji ledu v praznem kozarcu, stoji med starcema in ima razlaga besedila angleških pesmi. Naročaš mi gin tonik. Limeta se prevesi čez rob. Gledam v zemljevid. Prerokbo z domstva. Noč se kopiči za hišami. Iz goščave prihajajo srne mulit črno travo. V črevesju hriba klokota. Mehka, rumena svetloba se preliva skozi okna naseljenih hiš. Lipa zadrhti in listi frfotajo proti nevidni globeli. Kurja črevca gnijejo na samostanskem kompostu. Iz sosednje države radijski valovi prinašajo nevtralni govor. Včasih smo ga razumeli, zdaj pa so meje povzročile njegovo prevajanje. Pod mojo krošnjo je geologija križišč, semafor premikanja in črta zaustavitve. Moja najdaljša korenina razriva kamnite kvadre. Posrkam trpko deževnico z asfalta in moji listi, polni azbesta, se zapirajo vase. Prvo od 3 smrek na obronku je zlomil veter. Mojega prvega psa je povozil avto. Prvi pesnik, ki je pisal o moji poeziji, je umrl. Svet je poln smrek in psov in pesnikov. In v njem so še večje praznine, ker njih ni več. Noč me je skrčila vase. Njene mrežaste lovke so ujele glasne dihe. Ponoči sem razumela, kaj mi sikajo kače in žvižgajo ptice, kaj rezgeta podzavest in k čemu me nagovarjajo srne. Razbrala sem piš in vodo, ki je curljala čez jez. Razločila večglasje javorjevih semen. Na prvem soncu pred hišo sem vse to hotela zapisati, a se je razrahljalo, razpomenilo. Moj otrdeli jezik se je pričel tajati. Rekla sem dobro jutro in vsi glasovi so se pozaklenili. Hvala. Hvala, Ana. Mogoče bi vam prebrala še eno, ki se je direktno navezala na to, kar smo slišali. Svet je poln smrek in psov in pesnikov.
vsak človeški korak pomeni neko smrt. Takšne majhne, pomembne reči. Sklonjen nad senco obvisiš. Trdne osnove, prelite s kančkom sanj. To je vse, kar potrebuješ za življenje. Poezija ne pozna prihodnosti. Tudi to pesem so napisali vsi naši pesniki. Zdaj pa, kot naslednja, se nam bo predstavila vitezinja poezije pesniškega turnirja 2022 in prva dobitnica takrat novo ustanovljene nagrade Mlado pero časopisne hiše Delo, Tanja Božič, sicer komparativistka in francistka. Lani je pri Literarno-umetniškem društvu Literatura objavila pesniško zbirko Vejo po vejo, ki jo je za Pranger izbrala doktorica Varja Balžalorski-Antić. O zbirki je napisala, da gre za eno najbolj prepričljivih uresničenj čezjezične poezije pri nas, v svetu trenutno enega najbolj izstopajočih pesniških pojavov. V Tanjini knjigi je ena od nomadk, ki jo tudi Varja zaznava, veverica, ki je po knjigi razsula nekaj lešnikov. Tanja, izvoli, branje začenjamo z lešnikom v slovenščini in malteščini. Mislim, da to... delam. Lešnik v temi. Budilka zvoni nekaj minut pred svitom. Urim se v upanju, da je posledica čakanja v temi lahko tudi svetloba. Tanja Božič. Tanja Božič, ġellewża fid-dlam. L-iżveljarin idoqq ftit qabel jisbaħ. Nissokta fit-tama li l-istennija fid-dlam tistanket twassal għad-dawl. Glava družine. Identiteta se ne bo nadaljevala v meso in kri, temveč v črnilo. Živa si je zakupila grob, lastnino razdelila med nečake, nič več ne čaka. V poroki, vzgib k zlaganju sanj, izmuzljivost, gomoli na ščitnici so po njej, kopičenje oblek na stolu, prezgodnje sivenje las. Strah pred vožnjo in stavek, džabe izpit, človek vseeno zavozi. Po noči pred spanjem mi češe lase in v vozlih prerokuje usodo. Ko misli, da so vse besede zaman, ji kažem nove. V francoščini se glavi reče tet, tete so torej glava družine. Njena dlan na mojem temenu, tetin otrok, tetina zlato, tetina pamet. Vse te tetovaže. Včasih se vtisnejo globje od materinih znamen. Po noči pred spanjem mi češe lase. Odkar je kadilec odšel, posvečam več časa izbiri šampona. Končno bo moja glava tudi za lase. Stanovanje pa za vaniljeve sveče, ko stopim iz kopalnice, zaman brskam po predalih. Vžigalnika nikjer. Le na pol prazna škatlica med kupom knjig. S turbanom na glavi zavijem v trafiko in ob prihodu domov, ko dišeče palčke, prižgem še zadnje cigarete. Sedem in iz brisače spustim mokre lase. Naj smrdijo še malo. Dom. Vsakič, ko gremo, reče oče, idemo k kuči. Tam se oglašajo neke ptice, ki jih doma ni. Pa vseeno, to zame le je kuča, hiša, ne dom. Medtem ko stanovanje v prvem nadstropju blokovskega naselja spreminjam v mit in mesto v zemljevid, kjer berem ulice kot črte usode na lastni dlani. Domotožje, pravim očetu.
Domov težje, pravi on meni. Brusnice. Odkar besede brusimo, pada vse brižno. Ko pridejo valovi, se steklenica razbije na čereh, ne hčerah. Ko zmanjka, ima dno sod, ne usoda. Ko špika, se brije brada, ne norci. Brusnice, da bi kamne preganjali iz ledvic, ne več iz srca. Hrast. Sestavljena iz istih črk, posajanih na različna mesta. Zdaj mogočna, drugič votla, mlada, mehka kot mačice, zrela se razračata v želodcu. Kako lahko nima milosti, če sta drugače postavljena še hrast in strah ista beseda? Z zatisnjenimi očmi se lovimo. Omizje je odraslo, vojni generali z okon odšli. Pečemo po strvi in varujemo otroke bratov, ki se bodo v igri drli bato, bato, ne da bi dobili batine, batine. Po obroku jih med igro opazujem. Oprezam, ali se ščuvajo, ali si čuvajo hrbte. Ter nazadnje ugotovim, da se predvsem veliko lovijo. Za trenutek si odahnem. Nobenih vojaških rokov, samo roka, ki se po blodenju vendarle nekoga dotakne. Nikamor brez dežnika. Taksist vozi v spetine istanbulskih ulic, da je vsak ovinek prosti pad. Žarki zasipajo okno kot odpadli listi sončnice. Jaz pa sem sama sebi kot dežnik, ki ga moraš, kljub temu, da je nehalo deževati, do doma nositi sabo. Spomnim se, kako smo kot otroci sedeli po turško, z nogami prepletenimi v prste in stegnjenimi rokami obračali nevidne volane. Ko sem daleč od doma, imam še vedno občutek kolen v pentli in nujne potrebe, da bi bliskovito spremenila smer. Voznik drvi skozi naselje v peti, kot bi mi bral misli. Vse manj vem, kam vozi, zemljevidu na dlani, tako ali tako ne sledim več. Zdavnaj me že zadelo. Spomini vendarle so moja hilova peta. Ko se zazrem v retrovizor, pomislim, da kljub temu, da je vse za mano, ni bilo vse za manj. Hvala. Hvala, Tanja. Za branje iz prvenke Vejo po vejo. V Prangerjevem izboru imamo še eno prvenko, Drevo delfin, alozije Zupan Sosič, ki jo bomo slišali potem. Zdaj pa naslednji se nam predstavi Miklavž Komelj. Je pesnik, ki po 18 zbirkah, romanu, knjigah kratke proze, dramski pesnitvi, knjigah esejev, znanstveni monografiji in še številnih člankih komaj da potrebuje napoved. S predzadnjo pesniško zbirko To noč bom terjal od tebe tvojo dušo ga je za letošnji Pranger izbral kritik Luka Benedičič, ki je zapisal, da je to morda Komeljeva najbolj neposredna pesniška naslovitev prostora in časa, v katerem ustvarja. Dobrodošli na Prangerjevem odru. Hvala, lepo zdrav. Svet brez obscenosti ni eliminacija tega, kar imajo ljudje za obscenost. Svet brez obscenosti nastopi kot tisto, kar so ljudje imeli za obscenost, dobi svoje mesto na pročeljih templjev. Miklavž Komelj. Il-ħelsien mill-oxxen mhuwiex it-twarrib ta' kull ma huwa xxen. Il-ħelsien mill-oxxen iseħħ meta dak li kien oxxen
jirfess l-adba ta' xi maqdes. Borba se nastavlja, papir gubi. Slišiš, kako se vsi naključno slišani glasovi povezujejo v šepet ognja? Joj, ne. Potem sem videl še posnetek Dugina, kako se drži za glavo, ko gleda ogenj, v katerem gori njegova hči. Samo križ lahko da koordinate. Iz katerekoli podobe, če vanjo režeš v obliki križa, dobiš podobo križa. Iz česarkoli, moč ikon, moč pornografskih podob. Ljubezen je oblika, a moja lastna oblika že razpada, je rekel Bazarov, ko je umiral. Nekdo reče, kako se borba nastavlja, kad je odustal od borbe. Kdo? Od čigavega boja? Boj je vedno mogoč samo kot moj boj, tudi če se to sliši kot Mein Kampf. Ampak tebi, samomorilec, bi moral vrniti izposojeno knjigo Boj z demonom. Ampak, ali je tista eksistenca, ki je eno samo strateško pridobivanje sveta, res druga eksistenca kot eksistenca tistih, ki se borijo le za neskončnost? Je kača popkovina? Rekel si mi, kako vsako jutro najprej gledaš sliko mrliča, da veš, da si lahko že isti dan mrtev in da se zato toliko bolj predaš užitku. Rekel sem si, kako banalno. Turgenev je napisal, pojav banalnosti je v življenju zelo koristen. Previsoko ubrane strune se pod njenim vplivom zrahljajo, samozavestna ali v izpozabo prehajajoča čustva se streznijo, ker se zavedo svoje bližnje sorodnosti z njo. O, Titanik! O, vsa banalnost se je nakopičila samo zato, da bi bilo srečanje z ledeno goro močnejše, čistejše. Nekje so napisane neke koordinate, naprimer 32 stopinj, 31 minut, 41 sekund severno, 116 minut, stopinj, 41 minut, 30 sekund zahodno. Ampak samo križ jih naredi vidne. Smrt je gola, smrt bruha, smrt reče, to sem storila zato, ker mi ni všeč, da bi izstopila iz tega, ker mi je všeč. Rekel sem si, kako banalno, joj ne, na Facebooku sem videl tvoje poslovilno sporočilo in nisem pomislil, da bi to bilo to sporočilo, poslovilno sporočilo, ampak sem si mislil, aha, še en križ, še en dan, bilo jih je ogromno, zdaj en sam. O mrhovinarji. Opravljali so, naredil je samomor, ker je bilo to in to in to. Ampak kaj, če je bilo to in to in to, samo pretveza, da je lahko naredil samomor? Ko je Mišimova mati izvedela za sinovo smrt, je rekla, vsaj enkrat je naredil, kar je hotel. Ne vem, kaj je bilo, vem, kaj si hotel. Karkoli je bilo, iz katerekoli podobe, če vanjo režeš v obliki križa, dobiš podobo križa. Kolektivizem je samo ime za samoto. Karkoli je bilo, si samo kazal, kaj resnično deluje. Kako deluje nekaj čisto drugega, kot mislimo, da deluje. Jasno si kazal, kako lahko postavi katerekoli koordinate česarkoli, tudi koordinate kaosa, samo primordialni simbol, samo križ. V puščavi. Pustite me naj posvetim hudičeve besede in jih postavim v Kristusovega usta. Ostendit ei omnia regna mundi. Antonio Vieira. Ko je Satan v puščavi skušal Kristusa in mu govoril vse tiste besede, je bil to Kristusa monolog. Smrt. Mais je ne puis évoquer cet abîme qui nous sépare sans avoir aussitôt le sentiment d'une maison. Georges Bataille, l'érotisme. Budnost spanja ne izključuje. Preseči je mogoče samo tisto, česar se ne izključi. Kača v krempljih orla dviga glavo proti glavi orla, kakor da hoče orla poljubiti. To je vklesano v kamen že 2000 let.
Seveda lahko rečem drugemu bitju, da je drugo bitje kot jaz, ampak tega ne morem reči, ne da bi imel takoj občutek laži. Bataj je to čutil. To, kar me ločuje od drugih bitij, je smrt samo zato, ker je to tisto, zaradi česar nobeno bitje ni drugo bitje kot jaz. Grob škorpijona. 1. Škorpijon je na steni in ni ga več na steni. Toda kakšen je njegov grob? 2. Džuna Barnes je med 2. svetovno vojno napisala na list priročnika za zaščito pred zračnimi napadi. Faraoni, biči, škorpijoni, ptiči so imeli zobe. Vsak igra vlogo, ki jo situacija zahteva. Mrtvo dekle je pustilo na zrcalu odtise svojih rok, ko je vanjo prodiral nekdo, ki je mislil, da je ona živa in da je on živ. Kamnit škorpijon drži kamnite genitalije kamnitega bika, ki ga žrtvuje Mitra. Podoba škorpijona je na naslovnici zvezka. Stara bela gospa, ki je preživela koncentracijsko taborišče 2. svetovne vojne, nosi v obesku na zlati verižici škorpijona, ki ga je srečala ob morju in mu rekla: "O, ti pa ne boš živel," in ga ubila in ga dala obliti s prozorno maso. 3. Toda kakšen je grob škorpijona? Podatki, res. Totalni nadzor je grozljiv. Ako so nekje zbrani vsi podatki, ki si jih je v nekom mogoče zbrati, vse podobe, v katerih si ga je mogoče, vse, v katerih si ga ni mogoče misliti in predstavljati, je mogoče reči samo: dobro se je skril. Orva con sol volere ed ambedue. Živadinov mi govori v najbolj vročem dnevu: ne moreš narediti napake. Karkoli se boš odločil, ne moreš narediti napake. Gledam ga, ki si je določil natančen datum smrti, samomora. Čez malo manj kot 23 let se namerava fizično izstreliti v vesolje, kar pomeni samomor. Na točno določen datum, že zdavnaj javno razglašen, in se dela, da nima nič s tem. Zakaj ga ne ustavim? Toda čez malo manj kot 23 let v vesolje, hoče s tem reči, da zdaj ni v vesolju. Sveti Ignacij Lojolski bi se začudil. Kaj? Hoče s tem reči, da namerava živeti še toliko in toliko dni. Toda čez malo manj kot 23 let, kako mu sploh uspe narediti korak po cesti? Ali sploh ve, kaj hoče? Volja ni partikularna. Karkoli resnično hoče, hoče isto. Karkoli kdo resnično hoče, hoče isto. Toda kaj? Absurd, ki je tudi v najvišjem smislu, resnično spoznaš šele takrat, ko spoznaš najvišji smisel, ki je tudi v absurdu. Težke besede. Ko je narodni heroj Drago Flis Strela prebral besede, ki jih je nekdo napisal na zavihek moje knjige pesmi Vsak človeški korak pomeni neko smrt, je dolgo tiho gledal in z resnim, vznemirjivim glasom rekel: to so težke besede. Hvala. Najlepša hvala. Naslednji bi nastopal Peter Semolič. Torej, kot naslednji bi nastopal Peter Semolič, a ga iz zdravstvenih razlogov ni z nami. Bomo pa vseeno predstavili njegovo delo in njegov, se pravi, življenjepis in delo. Peter Semolič je jezikoslovec in sociolog, napisal je 17 pesniških zbirk, prejel je Jenkovo nagrado, nagrado Prešernovega sklada, tudi Kristal Vilenice in Velenico za 10-letni vrhunski pesniški opus. Je soustanovitelj prve spletne revije za poezijo v Sloveniji Poiesis, na kateri ste lahko zadnjih tednov brali tudi utemeljitve letošnje kritiške bere. S knjigo Žalostinke za okroglo zemljo ga je izbrala kritičarka Jelka Kernevštrajn. Slišali bomo uvodno pesem knjige Žalostinke za okroglo zemljo z naslovom Ogrevanje v slovenščini in malteščini, nato pa še 2 pesmi v slovenščini.
ogrevanje. Mačka leže natanko tako, da ji prag med predsobo in delovno sobo služi za nizko mizo, na katero položi tačke. Na tačke pa glavo. Zavzdihne, kajti življenje je težko tudi za mačke. In se zazre vame. Spomnim se prizora iz Betty Blue. Seks še nikoli ni bil tako čudovito umazan. Ljubezni še nikoli ni bila dodeljena tako privzdignjena mesenost. Dekle je mrtvo. Fant sede k pisalnemu stroju. Na mizi je mačka, ki ga vpraša z glasom pokojne. Pišeš? On ji vrne pogled in reče, razmišljam. Peter Simolic. Qabel nibda. Il-qattusa tintelaq fuq l-adba bejn l-intrata u l-istudju. Skrivanija ċkejkna fejn terħi riġleja u fuq riġleja rasa. Titniet għax ħajet li tagħti sibsa wkoll. Tiflini fiss fiss. Niftakar f'xena minn Betty Blue. Is-sess qatt ma kien egżini u ħerqan. L-imħabba qatt ma natat daqstant tal-pjaċir. It-tfajla m'għadix magħna. Il-ġuvni poġġi quddiem it-typewriter. Fuq l-iskrivanija hemm qattusa li ssaqsi bleħen il-marameta. Qed tikteb jerfa' jnejh u jlissen qed naħseb. Bomo slišali še 2 pesmi Petra Semoliča, Stopnjevanje. Presežnik pridevnika materinski je vonj po beli kavi in ne okus pomarančnega soka. Kot tudi reči osojnik na prisojniku še ni literatura, če tudi besedo gora uporabiš v prenesenem pomenu. Toliko let sem zavzemal položaje v odnosu do, da ne znam več zlesti po lestvi niti do podstrešja. Ko sva se vselila, so se polhi izselili. Ko naju ni, je mačka hkrati živa in mrtva. V 2021 mi je počilo srce, pa saj so srca vedno razpokana. Pesem o svobodi. To je pesem o svobodi. Če jo boste vprašali, kaj je, vam bo odgovorila, jaz sem pesem o svobodi. V njej je veliko zelene barve, srednje velika jata ptic, rdeč balon na modrem nebu, pritajeno šumenje. Vprašamo pesem, ali je šumenje šumot morja ali hrum mestnega prometa. Pesem prezirljivo dvigne brado, reče, menda se ne bom pojasnjevala. Preden napovem našo naslednjo brajko, pa bomo slišali še eno skupno pesem. V črevesu hriba klokota, čaru gradi labirint. Pesem je prisluškovalka. Uho prisloni temu, česar ni. Če si dobro prisluhnil, si lahko slišal duhove konjev, o tem, kako lahko zblazniš od lepote fizičnega. Trdne osnove, prelite s kančkom sanj. To je vse, kar potrebuješ za življenje. Prangerjeva bera 2025. Tako, zdaj pa k naslednji pesnici, da ne bom predolgo na odru. Za Alojzijo Zupan Sosič, redno profesorico za slovensko književnost na Univerzi v Ljubljani, bi lahko rekli, da v pesniških krogih tudi ne potrebuje posebne napovedi, pa vendar povejmo še več o njenem delu.
Objavila je monografije in razprave v slovenščini in drugih jezikih ter uredila veliko antologij in zbornikov. Sodelovala je tudi pri pisanju srednješolskih beril in pri izobraževanju učiteljev in učiteljic. Zadnja leta sistematično raziskuje slovensko poezijo, denimo v monografiji Berem pesmi iz letošnjega leta, svoje pesmi pa objavlja le nekaj let, čeprav jih piše že dolgo. Pesniška zbirka Drevo Delfin je prvenec, ki ga je za Pranger izbrala doktorica Varja Balžalorski-Antič in jo označila za nov, izbrušen glas v obstoječih legah pesniške pisave v Sloveniji. Alojzija, vabljeni. Dober večer. Prebrana pesem. Pesem je prisluškovalka. Uho prisloni temu, česar ni. Pesem je prevajalka. Prevede svet v kaleidoskop resnice. Pesem ni lažnivka. V sebi naredi resnično vse, kar si izmisli. Prebrana pesem je mangrova. Semena v trdih tleh, v vodi korenine. V njej drstijo ribe, sol, zračijo drevesa. Alojzija Zupan Sosic. Il-poezija. Il-poezija tissemma, tagħti widen lix-xejn. Traduttriċi l-poezija, kaleidoskopju tal-verità. Il-poezija mhix kittiba, fih dan l-ħrejjef jissawru f'realtà. Bosk mistadar il-poezija, tinbet fid-dlam, eruqa fl-ilma. Fl-imluħa tagħha jibit il-ħut u s-siġar jitrewħu. Drevo knjiga. Najprej je bilo drevo. Ogromen, temen hrast na hribu. Pod njim je knjiga, kjer se vse zgodi. Bila je zgodba, ki je več ne najdem. Še bolj me je prevzela kot ostale in vem, da me je uročila, da iščemo takrat njen skriti vzgib. Bila je zgodba v želodu. Zemlja je pusta, suha, brez dreves. Premišljeno obišče ženska vse vaščane. Večina nevirno vzame želod, le nekaj vneto jih sadi okrog. Ko vstopam v knjižnice, iščem knjigarne. Predstavljam si ovoj, barvo platnice. Kako bom enkrat zadrhtela, odprla pravo knjigo in prebrala, kaj se je v tisti vasi spremenilo. Vmes berem knjige, slutim, želod se razrašča. Previdno hodim, kot po prstih, kot sem takrat znemirjeno čakala, so rekli, bosa, saj boš začutila, drobni treslaj v mivki, ti kar čakaj. Le rahlo se belina jajca je razprla. Ne hiti več, ti gledaš čudež, želva se je ravno kar rodila. Če hočeš, spremljajo počasi. Do morja je ne moreš ti odnesti, mora sama, a vmes so ptiči veter in ko zaplava, še tam jo čakajo ujede. Zdaj ji pomahaj, zdaj se je rešila. Sledi suspens. Šele čez leta, tako kot ženska v zgodbi, sem se v svojo vas vrnila. Je to še ista vas? Saj ni sivine, ni puste zemlje, so samo še hrasti. Zdaj vem, da zgodba je bila vodnica, ogromna krošnja, vidna iz daljave. Ni krošnja to, kar knjiga sem iskala, je nekaj, kar jo je gradilo. Sploh ni suspenza in ne konca pesmi. Je spet začetek in že spet drevo. Najprej je bilo drevo. Ni še konc.
Pogovor z delfinom. Prvič si plaval, a se sliši? Prvič si plaval med drevesi, pregibal kitosto telo, drsel med vejem in listjem, zelene ribe amazonke so švigale v deževni gozd. Takrat še nisva govorila. Drugič sem te zagledala v megli. Si ti? Je to samo tvoj obris? Tvoj skok so dimniki zakrili. Na krovu slišala sem tih ščebet, tvoj tih izdih. Zato te v rekah nisem več iskala. Peljem se z vlakom. Najprej je glas, potem upitje. Obrnem se, prestrašen fant. Nihče mu ne pomaga, nihče nasilneža ne zadrži. Takrat zaslišim tvoj ščepet, zaslišim jankce žalovati. In ko vagon močno zavira, zaprem oči. Grški mozaik, na njem si ti, si sveta riba, letiš nad morjem in drevesi. Ti nisi jankseška boginja, ne pliskavka iz Indijskega oceana. Si nekaj, kar je govorilo. Odprem oči. Ne, si res ti in nisi sam, v skoku ti sledita dva. Zaprem oči. Potem zaspim. Pred mojim oknom se mehčajo stene, pridere voda, telo zaplava nad posteljo in nad omaro morje. Odprem oči. Dotik, hidrodinamično telo. In tudi tretjič nisva govorila. Tole pesem bi pa rada prebrala, je ni v pesniški zbirki, je bila pa objavljena v literaturi, zato da bi malo z vami delila svojo žalost oziroma svojo tesnobo ob tem, ko ne spim že kar nekaj časa in bi rada v bistvu obsodila izraelski genocid in povedala, da mi je zelo hudo za to, kar se dogaja v Gazi. Sej, tudi če ne bi tega povedala, bi vi najbrž iz pesmi to že sami razbrali. Sablje, puške, križi. To je predstava, ki se ne konča. Balinanje z mrtvaško glavo. Ploskanje te zgodovini duhomorni, ko piješ vino iste barve, kot je kri, ko ješ telo živali in Boga. V tej predstavi nočem več igrati. Izstopim iz te vloge človečnjaka. Odsekam si desnico, ki ubija, odrežem si koleno, ki kleči. Čepim, svet mi je bližji. Zajamem zrak, ni več veliko časa. Izberem staro masko nabiralca. Od spodaj gor je lažje gledati v oči živali. Od spodaj gor je lažje slišati drevo šumeti. Topi se led v loncu samolista. Kako lepoto klitja ne ljubiti. Pogledam spodaj. Ja, so korenine v moje pesmi. Ni iz zraka izsesana. Glasno se, jaz imam močen glas, da boste slišali. Drevo je hiša. Hiša je drevo. Drevo je odprlo vrata hiši. Hiša je prižgala luč in me v drevesu osvetlila. Hvala. Srčna hvala za dinamičen nastop, za stališče, za branje iz knjige In čez. Včeraj smo imeli na razpravi Poezija in hrana tudi to temo, ker ne gre mimo. Preden preidemo še k zadnji poetiki, ki jo bomo slišali danes, vam preberem še eno sestavljenko. Kaj reči otroku, ko pade drevo? Okoliščine. Okoliščine so se spremenile. Ščemenje v ožilju hriba. Sledi niz kapelj čez rob.
Ali slišiš zvoke lomljenja? Tako se prelamlja stoletje. Znana nama je praznina, ne pustiva je raniti. V tem zvoku, v premoru, je pesem. Nihče ne ve več, kdo sanja in kdo koga gleda, onkraj banalnosti skrivnosti. Sploh ni suspenza in ne konca pesmi. Je spet začetek in že spet drevo. Najprej je bilo drevo. Naša zadnja nocojšnja pesnica dobesedno leti k nam iz Štokholma, kjer živi. To je Lucija Stupica, pesnica, prevajalka in oblikovalka interjerjev. Je soustanoviteljica festivala Pranger, ki ga je sooblikovala od leta 2004 do leta 2010 in gotovo se nanj vrača s prav posebnimi občutki, čeprav nekoliko dramatično. Za knjigo Čelo na soncu iz leta 2000 je dobila nagrado za najboljši prvenec in nagrado Zlata ptica. Sledile so še 3 zbirke in pa Magnolija, njena zgodba, objavljena pri založbi Goga, iz katere bomo slišali nekaj pesmi. Nominirana je bila za Jenkovo in Veronikino nagrado, prejela je nemško nagrado Hubert Burda in švedsko Klaas de Wilder. Za letošnji festival jo je izbrala Jelka Kerneo-Štrajn. Zdaj pa direktno z letališča na Prangerjev oder Lucija Stupica. Včasih ne vem, če se kdo še spomni Rudija Karela in tiste vdaje, ki je izpolnjeval želje. Dober večer. Najprej v slovenščini, potem pa v malteščini. Se opravičujem, jaz pa čakam najprej na moj. Pardon. Svetloba snežne lune, tla prekriva počrnilo listje, ostanki zime. Večerne novice se obarvajo s spodbudnimi nasmehi nabornikov. Mlada ženska navdušeno pripoveduje o pripravah na obrambo, pripravah na vojno. V zraku lebdi neizrečena možnost katastrofe. Ničesar o možnosti ljubezni. Pripravah na njo. Kako si oprtati poljub in ga izstreliti proti lačni luni v nočno nebo. Da bi se vrnil kot dež, lesketavi dež, ki bi osvetlil mrtvo listje, temne kamne. Naj želuje nebo, naj želuje bolj kot ljudje. Lucia Stupica, dawl il-qamar silġ. L-art miksija wara iswed f'dal ix-xitwa. L-aħbarijiet ta' filgħaxija imżewqa bid-bissim mir-rekkluti mimlija tama. Tfajla titkellem bi ħġara dwar it-tħejjija d-difiża, tħejjija għall-gwerra. L-arja mtaqla blemm ta' xjaf iseħħ. Xejn kliem dwar kif taħsdek l-imħabba, kif tħejji ruħek għaliha, kif timmira bewsa u tisparaħħa lejn qamar imġewwa f'nofs tal-lejl. Sabiex forsi tiġi lura f'xita, xita fid-dina li ddawwa lil weraq mejjed, il-ġebel dlam. Talli s-sema tikbi, titnikket aktar minn nies. Nebo je brez barve. Ženska na svojih ramenih nosi dom, moški nosi delovne hlače. Ali pa morda bojne. Napolnil jih bo s kamni za nagrobnik.
Tako je bilo v moji deželi. Tako je na vseh vojnih poljih. Polja. Mar jih ne povezujemo z življenjem, rodovitnostjo? Polja šahovnice, po katerih dva norca premikata figure. Vedno dva. Dva brata, dva kralja, dva vladarja. Izberi dan in uro, ko ne bo deževalo, in posnemi zvok. Poslušaj se ogniti ljudem, da ne bi posnela njihovih pogovorov. A če jih že, prisluhni njihovim zgodbam in jih nato izbriši. Tvoj spomin je dovolj utrjen, da se zna zavarovati. Raje posnemi zvočno pokrajino, ki te obdaja, valovanje narave, glasove zemlje in vetra, ptice, žuželke, psa. Kako ljudje prenašajo žabe čez cesto. Takšne majhne, pomembne reči. Potem pa upaj, da te bo zvok potegnil iz temine in nagradil tvoj podvig. Ko se priplazi naš pes, ko leže na posteljo k mojim nogam in prinese jezik topline, vseeno kateri, slovenski, švedski, katerikoli, in ko ne vem, ali bolje razume, če mu rečem pridi ali kom. Morda gre le za zvok, način, kako izrečem besedi. V tem svetu sva oba nekakšna napaka. Ko tako leže in prinese toplino, mu rečem, dolgo že čakaš, pojdiva ven, odigrajva najini vlogi, kot bi nekaj pomenili. Rada bi kupila krofe, morda bodo danes imeli jabolčne, čeprav dvomim. Potem, ko sem se ure potapljala v zgodovino svoje družine, kar me vedno malo užaljasti. Pridi, kom? Tukaj, na tej točki sva, greva v ponovitev, vsakodnevni sprehod. Odigrajva svoji vlogi. Vedno boljša postajava. Za drugo zgodbo se je izkazalo, da je ne morem napisati. Napisano je vedno nekaj drugega. Na neki točki zaideš. Kaj narediš z jezo, ko nekdo umre? Za ljubezen veš. Vsake toliko te pogladi kot prvi spomladanski žarek. Ampak jeza. Povej, kaj z njo? Prebrala sem, da se je v tradicionalni kitajski medicini ljubje magnolije uporabljalo za boljše spanje in zdravljenje nespečnosti. V severnih gozdovih so balvani razporejeni kot nekakšne osamele skulpture ali nagrobni kamni. Kot otrok skačem z njih in me ni strah. V moji deželi obstajajo gore, ki nosijo smešna imena, nekakšne pomanjševalnice. Tonček. Kaj drugega smo kot miniature? Še vedno mi nisi povedal, kaj z jezo. Ne razlije se le enkrat in zavedno, izprazni kot ubito jajce. Ne, tu je. Rada bi jo komu dala, dala naprej, podarila. Naj se razstreli v vesolje, vesolje, samo ne med ljudi. Svetilnik je ugasnil. Čolni zapustili pristan in izginili v temo. Neki moški mi je povedal, ne, čakaj, bila je ženska. Vedno je bila ženska, vedno ona. Povedala mi je, povedale so mi. Poglej nazaj z naklonjenim pogledom, ker tam je vrt ali pa duh vrta. Tam so duhovi konj in ptic, odmevi korakov, v vasi, mestu, velemestu, glasovi v knjigah, ki pričajo o nekdanjih zgodbah. Nekaj jih je pripeljalo nazaj. Košček papirja, pismo, bežna omemba ob družinskih praznovanjih, sledovi,
svetijo. Me slišiš? Prazni stoli na odru, ki jih bodo počasi zapolnile besede o samoti, o lepoti, o pisanju pesmi, o nujnosti poezije, ukvirjanje ostanka sveta, ki razpada. V bistvu pa nerazločnost, medtem ko znotraj kričimo rjovenje, ki izvotljuje. Govor lahko postane pesem s premorom, s prekinitvijo. A kaj s pesmijo, ko premor postane molk? Otroci, ki zapisujejo svoje imena na telo. Ure, ki jih ločijo od smrti. Ure. G, ki ne piše pesmi, ne zdaj, ne zdaj. Je čas, ko pesem ne ponuja odrešitve. Vojaki z njo na ustnicah trosijo smrt. Je čas, ko pesem ne ponuja upanja. Četudi bi radi verjeli, da je nekje vrv, ki nas bo rešila. Ni s pesmi, ni s besed, nerazumljenih, skrivnostnih. Vrv, potegni, ne čakaj, reši nas. Hvala. Hvala, Lucija, za takojšnje branje. Zdaj imaš priložnost za vdih, izdih. Hvala vam vsem za branje, za poslušanje, za današnji večer. Vabljeni, da ostanete še, da se podružite, da si postrežete, da ugibate mogoče katere verze, čigav tam zadaj imamo mogoče še nekaj jabolčne pite in da si izmenjamo še kakšno besedo. Predvsem pa vabljeni, da se nam pridružite še na ostanku festivala, jutri, pojutrišnjem in v soboto v Radovljici, kjer bomo začeli z kritiškimi razpravami in z bogatim okvirnim programom. Omenila sem že, da bomo na temo hrane imeli še eno delavnico, imeli bomo pa še 2 velika branja v petek zvečer in pa v Radovljiški graščini, poezija in glasba, in pa v soboto ob 5. na gradu Kamen, na čudoviti razvalini iz 12. stoletja ob spremstvu harmonike. Za danes pa še enkrat hvala lepa in uživajte. Upam, da se vidimo še na kakšnem dogodku. Radovljica je zelo lahko dosegljiva, tako da se vidimo tam. Hvala in nasvidenje. Pozabila sem 2 stvari. Poleg tega, da se zahvaljujem vam, se zahvaljujemo tudi vsem našim partnerjem, tako lokalnim, radovljiškim kot ljubljanskim. Druga stvar pa je, da vse knjige, iz katerih smo danes slišali verze, lahko tukaj v knjigarni tudi dobite in kupite. Razstavljene so tamle na stojalu, lahko se jih pa seveda dobi in odnese domov. Hvala.